Predragi prijatelji, vstopili smo v novo leto Božjega usmiljenja. Cerkev na ta dan obhaja praznik svete Božje Matere Marije. Ko v teh dnevih izrekamo najboljše želje, kolikokrat smo jih na karticah ali ustno izrekli sorodnikom, prijateljem in tistim, s katerimi se srečujemo, ne moremo mimo nje, ki je izpolnila željo Boga samega, da postane mati. Mati stvarnikova in mati potujočega Božjega ljudstva. Naravno je torej, da se, ko prosimo Božjega varstva in Božje pomoči, Božje bližine, najprej obrnemo k njej, k materi, katere praznik danes obhajamo. Naš največji pesnik France Prešeren v prvem izmed povenčenih sonetov pripoveduje o trdoglavem plemiču, ki bil tako nenadarjen, da si ni mogel zapomniti niti ene molitvice, razen začetka one, v kateri poje hvala se nje, ki mati Božja je postala. Čeravno je znal samo ti dve besedi, je vselej izgovarjal pobožnjo, z mislijo pravi. Zato ga je Bog po smrti odlikoval. Na čudežen način je namreč iz njegovega groba pognala zala roža z napisom zlatih črk: Marija Ave. Marija pozdravljena. Mnogi med nami smo temu ubogemu človeku podobni bolj, kot se zdi. Saj nas je veliko takšnih, ki nismo zmeraj zmožni nahajati novih in novih hvalnic najvišjemu. Zdaj smo za izvirno molitev enkrat preutrujeni, drugič preraztreseni, spet drugič preveč potrti in nemalokrat tudi žalostni. Zato se v veliki vdanosti prepuščamo njej že prvi dan novega leta, ki je mati Božja postala. Naj se le zmrdujejo tisti, ki se jim naše klicanje k Božji materi zdi pobožnjakarstvo in odvečen dodatek k voščilom in željam za srečo in zdravje. Mi smo pač ubogi grešniki, ki hrepenimo po Božjem varstvu in bližini. Vemo namreč, da moramo k njemu najlažje prav po Mariji. Zato ji kot Prešernov ubogi žlahtič trde glave kar naprej vzklikamo: Marija Ave. Upravičeno pričakujemo, če drži rek, začni z Bogom vsako delo, da bo dober tek imelo, nas bo mati, ki že tako rada uslišuje, še pozorneje poslušala in nam bo pri Bogu izprosila obilje tistega, česar nam najbolj manjka: ljubezni, miru in notranje sreče. Saj z njo začenjamo to leto. Ne bojmo se biti torej njeni otroci. Saj nas ima rada, tudi če nismo najbolj odprte glave. Ne naveličajmo se ponavljati besed, ki častijo njeno materinstvo. Ponavljanje besed, če so lepe, pozitivne, nikoli ne škodi. Enako velja za misli in dnevna opravila. Tovrstno ponavljanje v nas potrjuje in utrjuje vrednote, ki se jih priučimo od malega. Tudi molitev je nekaj, kar pogosto ponavljamo, a je vedno znova nova in mirotvorna, včasih celo čudotvorna. Pogostna molitev je potrebna zato, da nas ohranja v duhovni kondiciji. Če se za konec povrnem k dejanjem, ki jih ponavlja mati ali oče, lahko ponovim, kar v knjigi Od rojstva do smrti, v Ljubljani je šla pri Mladinski knjigi 97. leta,
Piše Robert Fulgum, veliki poznavalec otrokove duše. Takole pravi: spanje, sprehod, hranjenje, kopanje, oblačenje, pogovarjanje, prepevanje, pestovanje, objevanje in seveda izločanje telesnih odpadkov. Vse to se ponavlja. V 2 letih in pol približno 5400-krat otroka položimo na hrbet, ga slečemo, umijemo, napudramo, ljubkujemo, se ga dotaknemo, ga požgečkamo, da se zasmeje, ga znova oblečemo, poljubimo, pozibamo in se z njim igramo. Z otrokovega vidika je to ponavljanje vse, kar pomeni življenje. To je obred, ki otrokovemu življenju daje trdnost, lepoto in smisel. Bodimo torej otroci in ponavljajmo tudi mi dejanja, ki nas povezujejo, zbližujejo in delajo podobne materi, ki tudi ponavlja besede, ko nas vedno znova napotuje k svojemu sinu. Amen. In za sklep naj izrečem še blagoslov, ki ga na novega leta dan Cerkev ponavlja iz knjige Mojzesove 5. knjige. Gospod je govoril Mojzesu: govori Aaronu in njegovim sinovom. Takole blagoslavljajte Izraelove sinove, da jim govorite: blagoslovi te Gospod in te varuj. Razjasni naj Gospod svoj obraz nad teboj in ti bodi milostljiv. Obrne naj Gospod svoj obličje k tebi in ti podeli mir. Vse to vam ob novem letu tudi jaz iz srca voščim. Lepo pozdravljeni.